smo pred nekaj leti na Andragoškem centru Slovenije pričeli preučevati slovensko podeželje z vidika izobraževalnih potreb odraslih, smo ugotovili, da se le-to srečuje z velikimi razvojnimi izzivi. Starajoče se prebivalstvo, ki težko preživi na razdrobljenih kmetijskih gospodarstvih, zatem so tu mlajši odrasli in tudi mladi, ki so pogosto brezposelni in neustrezno izobraženi in ki ne vidijo perspektive za kakovostno življenje na podeželju. Program Izzivi podeželja je le eden izmed programov za odrasle, za tako imenovane ranljive skupine odraslih. Njihov glavni namen pa je, da se razvija njihova pismenost, znanje ali pa temeljne zmožnosti. Tako je v programu Izzivi podeželja najbolj poudarjena konkretno temeljna zmožnost, samoiniciativnost in podjetnost, ker je pač ta program tudi namenjen udeležencem, ki se vključujejo in živijo na podeželju. Posebnost Tolminske, tudi Zgornjega Posočja, je mogoče ta, da ima nekoliko slabši dostop. Pomembno je tudi to, da je gostota poseljenosti na našem območju izredno nizka. Tu živi nekaj manj kot 12.000 prebivalcev. Posledice so vidne tudi v tem, da je izobrazbena struktura tako prebivalstva kot tudi zaposlenih nekoliko pod regijskim povprečjem. No, če pa izpostavim nekaj seveda pozitivnih karakteristik območja, bi pa predvsem rekla, da je to ena od teh je lega ob meji. Drugo je pa to, da se ponašamo tukaj z razmeroma neokrnjeno naravo, s številnimi naravnimi in kulturno-zgodovinskimi spomeniki. Ključni izzivi našega podeželja so po mojem mnenju povezava kmetijstva, turizma na podeželju in izobraževanja odraslih na našem podeželskem področju vidimo kot eno od pomembnih dodanih vrednosti, ki našim ljudem prinaša nova znanja za spopadanje z izzivi, ki jih prinaša sedanjost in tudi prihodnost. Nekoč se je vse to dogajalo v družini. Znanje se je prenašalo ob večerih, niso imeli televizije in potem so delali marsikaj, medtem ko pa danes je čisto drugačna situacija in da se bo znanje, ki so ga imeli naši predniki, ohranilo, da se bo prenašalo naprej, pa naj bo to, kako se poseje in pa potem vzgoji neko zelenjavo oziroma pridelek in na to shrani, ali pa kako se iz volne naredi obleka, ali pa tudi kako se sešije neko oblačilo. Mora potekati en izobraževalni program, da se potem ta znanja prenašajo oziroma pridobivajo in potem ohranjajo, zapišejo in tako ostanejo z nami. Ministrstvo je že leta 2004 podprlo razvoj programa za prebivalce podeželja Izzivi podeželja, usposabljanje učiteljev ter izvajanje programov v različnih okoljih po Sloveniji. V letih 2011 do 2013 izvaja program Izzivi podeželja 22 izvajalcev v vseh regijah. Vsako leto je v program vključenih nekje med 270 in 330 odraslih. Posoški razvojni center je bil ustanovljen leta 1999. Naša področja delovanja so tako področje razvoja človeških virov, področje spodbujanja podjetništva in pa področja spodbujanja razvoja okolja, prostora in pa podeželja. Ravno ta raznolikost sektorjev in pristopov k razvoju podeželja, k razvoju našega območja, omogoča to, da lahko celostno podpiramo razvoj teh krajev. Izvajati samo eno stvar ali pa ponujati območju samo eno stvar ne rodi sadov. Posebej ne v takem okolju, kjer je oddaljeno, prostorsko oddaljeno, težko dostopno. Treba je razvijati najrazličnejše oblike in potem to kamen na kamen rodi nek sad. V preteklih letih smo izpeljali že kar nekaj izvedb programa UŽU-EP. Na začetku nismo bili tako ustvarjalni in je bil njihovo ime kar Izzivi podeželja,
Potem smo pa začeli naslove bolj konkretizirati in smo tako izpeljali programe turizem na podeželju, turizem na kmetiji, lepo za oko, dobro za telo. To je bil program na temo zelišča, potem od ovce do izdelka, med zgodovino in sedanjostjo in predelano in prodano doma. V letošnjem letu načrtujemo še izvedbo zadnjega programa Izzivi podeželja, ki bo potekal v občini Kobarid. Vedno delamo zgodbe, tako kot smo naredili zgodbo iz PRC-ja, tako delamo vedno zgodbe, a ne? Vsebine, ki smo jih obravnavali v izobraževalnem programu Izzivi podeželja, pridelano in prodano doma, smo nekako skozi leta že testirali v samih študijskih krožkih, tako da vsa ta znanja, vse te potrebe, ki so jih izkazali ljudje v tolminski občini, smo nekako strnili v ta 120-urni program. Vsebine, ki smo jih obdelali, smo kasneje predstavili tudi tolminski občini in na občini so bili pač zainteresirani in so potem nam financirali publikacijo Pridelano in prodano doma. Dober dan, Vlasta, tu smo spet v kot. No, leprit naprej. Dobra je? Prinesla. Ma se vi, že sem prinesla kuh na žaklečko. Joj, koliko imaš? A ne? Saj imaš več, kot jaz. Ne, jaz imam pakle. Ker jaz sem se 2008 leta upokojila in jaz sem že takoj vedela, da jaz pač bom mojo njivo razširila in da jaz bom začela pridelovati. Tu imam pa ena taka lepo, dobra solata. Silva. Silva, to je berivka. Nazobčena berivka. Čakaj, bomo napisali. Ena izmed zelo popularnih tem so bila sigurna semena. Kako pridelati, kako hraniti, se pravi ta živa semena, in posamezne udeleženke tega programa so se potem tudi odločile, da bojo postale varuhinje teh semen. Dala mi je pa Silva Grzdajn. Ker jaz zraven vsake vaze, zraven vsake solate napišem ime. Poslušaj, a veš tole knjigice, ko so izdali na Posoškem razvojnem centru, Pridelano in prodano doma? Ja, imam doma, imam. Zdaj bojo to knjigo prenovili. Ja. Ta seznam semen bova midve tudi dale, da bojo lepo upisali na tisto knjigico. Ja. Tako da ta ideja se je iz Tolmina potem nekako preselila tudi v Kobarid. Tu je naša tržnica, tvorimo jo vedno z izmenjavo sadik. Tam prodajamo mlečne izdelke. Tukaj pa zelenjavo, ki jo pridelamo doma, kar ostane, kar je viška. Prinesemo sem, damo tudi sosedom. Zdaj smo se odločili, da prinesemo na tržnico in tu prodamo. Zato nas je navdušil naš mentor, animator, naš vodja Peter. Ene so bile skeptične, ene optimistične, vse smo skupaj na kupu in upamo na najboljše, vedno. Kakor Peter pride, je vse v redu. Ko smo končali ta študijski krožek, smo videli, da še vedno potrebujemo nek določen program, ki nas bo usmerjal naprej, in zato smo se odločili, da bomo v bistvu letos pričeli s programom Izzivi podeželja, ki nam bo pomagal priti do cilja, ki nam je en skupen zagon nekega trženja teh pridelkov, ki jih je sicer zelo malo, vendar z enimi skupnimi močmi lahko pa tudi toliko, da samooskrbno delujemo na tem majhnem lokalnem trgu. Vsak nekaj doma in je to težko tržiti, ne? Vsako leto tudi naberemo skupaj par rastlin, naprimer smo že skupaj nabirali šipek. Če imaš, odprava, če imaš. Na tem področju, ki smo se ga lotili, smo tako majhni, da se moramo povezati. Izkušnje so pokazale, da so projekti za te skupine na nek način odrinjenega prebivalstva iz vseživljenjskega učenja uspešni, če so naravnani na njihove potrebe in izkušnje. Od dobrih in ustvarjalnih učiteljev pa pričakujemo, da razumejo, da so odrasli izjemno motivirani za učenje tistih stvari, ki jih lahko sami izberejo. Zato, da pridobimo udeležence v programe usposabljanja za življenjsko uspešnost, se poslužujemo različne promocije.
Seveda so pa najboljša reklama za udeležbo v teh programih ljudje, ki so že obiskovali v preteklosti programe v ŽU in gre v bistvu reklama od ust do ust. Tukaj je še posebej pomembno, da je ključen pristop od spodaj navzgor. Se pravi, ideje morajo zrasti iz ljudi, iz društev, o pomoči inštitucij in pa seveda naši pomoči. Pripravijo projekte, mi jih tudi usposobimo za vodenje teh projektov, potem pa si gradijo svojo prihodnost. Kot da bi ima taka blagovečja. Kot da bi ima taka blagovečja, zato ker zdaj je ne dobiš več. Mogoče bi tukaj omenila tudi učitelje programov, ki so zelo prisotni na terenu in zelo zaznavajo te aktualne potrebe v okolju. Tako da imajo mnogo idej in potem te ideje skupaj z udeleženci uresničujejo. Jaz bi pa predlagala, zdaj, ko šla v Hare Bača v stečaj, pa tle imajo tele žene, jaz puhnala teh žen poznam, ko so Hare delale. Ja, pa res koliko blaga so dobili takrat namesto plač. Namesto plač puhna blaga so dobili, ja. In jaz mislim, da bo tole vse lepo šlo, da bo tu skozi, da bomo tiste blago tudi dobili. Program se je nanašal tudi na lokalno zgodovino, se pravi Tolminski punt, ki se je odvijal v tem prostoru leta 1713. Povabili so nas k sodelovanju v želji, da jim nekoliko podrobneje pač z tega našega vidika predstavimo čas Tolminskega punta in predvsem oblačilno kulturo v tistem času. Najprej sem naredila ena taka, kakor ima ona. Potem smo pa šli v Čedak in dele je bilo lahko za ponoreti dobesedno, da smo se kar kuhali. Ne vem, kjer od naše skupine je rekla, da so nosili tudi kar brez kril čez poletje. Da je bilo samo tole, samo srajca. In potem sem rekla, za drugič, ker me je pač nafrijalo, bom pa kar srajca naredila. Tako da smo v bistvu zgodbo počasi skupaj sestavljali in pač prišli do rezultata. Dobila sem tole pa not v eni stari skrinji na kaštu. Smo šparovne, ne? In znamo se prilagoditi, da smo v tistega malega naredili, kar smo naredili. Na lanskoletni poletni muzejski noči, se pravi vseslovenskem muzejskem projektu, so se gospe prvič tudi v našem muzeju javno predstavile. Če bi bile pripravljene sodelovati takrat tudi dol v Solkanu, dol bo predstavljena Goriška Črna vojska. Tako da, no, a bi kar rekle potem za aprila, tiste, ki ste za roko gor, vse. In tudi te javne predstavitve so potem sprožile željo po podobnih oblačilih tudi pri drugih skupinah, posameznikih na tem območju, tako da se zdaj že izdelujejo oblačila za pustno skupino, potem podobna oblačila izdelujejo v vrtcu. Sprožil se je en tak zanimiv val oziroma zanimanje za to vrstno vsebino. V letu 2010 smo opravili temeljito evalvacijo vseh teh programov in pokazalo se je, da so programi res kakovostni in da dajo res dobre učinke. Vsi učitelji pač vemo, da moramo predelati tudi določene vsebine, ki se dotikajo tako slovenščine, matematike, se pravi zgodovine, spoznavanje, ne vem, lokalnega okolja, komunikacije, organizacije. In vsekakor to lažje počnemo s takimi konkretnimi vsebinami. Se pravi, Tolminski punt, verjemite mi, da so mogle udeleženke marsikaj prebrati, oziroma zelo veliko prebrati, da so prišle potem do tistih informacij, ki so jih potrebovale, da so se šile obleko. Očitno smo spodbudili tudi pri njih to raziskovalno žilico, tako da je marsikatera se potem začela podrobneje ukvarjati ne samo z oblačilno kulturo, ampak tudi z drugimi zgodovinskimi temami. In mislim, da so to res glavne življenjske stvari, ki se jih naučijo, samozavest udeleženk, narase, tako da so malo bolj samozavestne pri svojih nastopih, komunikaciji, predstavljanju vsebin in interpretaciji.
Dobar dan, Čeče. In ste kaj? Kaj delate danes? Filcite? Zdaj bova tu pikele suho. Drug teden se bova zmenjale, da bova probale pa še mokro. Pri mokrem postenje rabova samo toplo vodo in milo in mikano volno ali pa česeno. Tako kot v Tolminu, Kobaridu, je tudi v Bovcu se sama ideja najprej stestirala skozi študijski krožek. Tu boš zdaj popikala do konca, tako da bo ratala kompaktna, trda, potem bova dala in naredila še oči, nos in ogobček, ne? V Bovcu je bila glavna ideja ta, da neka volna, ki ostaja, da se uporabi v ene koristne namene in da ne rata odpadek, ne, da jo ne vržejo v smeti. Tu je zadnji izdelek moj, tako da je pripravljen za prodajo. Čakamo kupca. So se mogle naučiti komunicirati, se pravi s potrošnikom, ki pride v trgovino. Prihajajo v trgovino turisti, z jezikom, ki ne obvladamo, se spomagamo pa tudi z rokami, ne? In gre, kar gre. Mi smo vse starejši in je bojazen, da bo to šlo v pozabo in zato smo se mi povezali s šolo, da bi se to prikazalo tudi otrokom. Ja, mene so te delavnice ful všeč, ne? Ker se tudi ful naučim. Tu sem pa tudi prišla, ker nimam kaj početi, lahko vzamem palice in klopčič in lahko začnem štrikati. To je super. Če ne bi hodila na te krožke, bi po moje pa doma računalnik igrala. In toliko prostovoljnih ur, kot jih one vložijo potem za takšne in drugačne akcije. Tudi še potem, ko je program zaključen, tole je meni eno res tako spoznanje, da ni gledano zgolj z tega ekonomskega vidika, koliko boš potem dobil nazaj vrnjeno v denarnico, ampak da je tudi ta drugi socialni moment. Največ mi pomeni, da se nekoga naučim, da vidiš, da ima zanimanje in da so zanamci, ki bojo to delali, ne? Niti ne to, da to prodaš. To ni namen, ne? Je pa ogromno tega dela vloženega v te izdelke, da tako, da ni to ni plačano, ne? Lahko rečem, da so prav ti programi izobraževanja odraslih pomembni tudi iz tega vidika, ker na nek način pomenijo tudi socializacijo ljudi, jih združujejo in jih spodbujajo, da iščejo tudi skupne rešitve in na ta način izkoriščajo izzive, ki jih ta čas ponuja. Mi smo s tem okoljem zrasli, se usadili v to okolje in okolje nam enostavno zaupa. Ko smo osnovali programe, nismo čakali v pisarni in učilnici, ampak smo šli v bistvu na teren med ljudmi. Verjemite, da je za nami trnava pot, ker je bilo pač prebivalstvo tega območja potrebno prepričati, da jim prinašamo nekaj koristnega za njih, za njihove družine in pa za širše okolje. Bistvo tega modela je pa v tem, da izobraževalno nedejavne poskušamo motivirati na ta način, da jih privabljamo zaradi njihove aktualne potrebe v programe. Učitelji, mentorji poskušajo v bistvu z odraslimi delati na ta način, da jim omogočijo pozitivno izobraževalno izkušnjo in to jim nekako omogoča, da na novo zaživijo. In zato sem vesela, da sem prišla v to skupino, da nisem osamljena v tem, da sem tudi v dobri družbi. In zanesljiv znak, da je program uspešen ali pa da so programi iz tega modela uspešni, je to, da se pri odraslih, ki do zdaj niso se želeli vključevati v izobraževalne programe ali pa učiti na tak način, da se pojavi nova izobraževalna potreba. Že prej vedela toliko reči, ko se srečujemo, ko se izmenjujemo mnenja, da je to zelo lepo. In nazdravimo nekje konec leta, a ne?